praznik, ki govori o svobodoljubni težnji Slovencev, ki je sprožila upor v zgodovini nekajkrat, takrat, kadar je bilo slovenstvo zmeraj pod vprašajem, in ki je svoj najbolj dramatičen obseg in izraz dobila v letih med 41 in 45, ko je šlo za obstoj ali neobstoj slovenskega naroda. Torej, je to praznik, ki je položen v same temelje slovenske države in zato je potrebno do njega imeti spoštljiv odnos. Kako bi pa komentirali udeležbo na današnji prireditvi? Bilo je precej predstavnikov različnih strank, različnih ver. To se mi zdi v redu, ker to je v bistvu praznik, ki si ga morajo lastiti vsi dobronamerni Slovenci. Kako to, da ste se udeležili današnje prireditve? Bili smo povabljeni, kar je zelo lepo, pa tudi zato, ker cenimo napore ljudi, ki so se žrtvovali za neke višje cilje, in to je pravzaprav tudi naše poslanstvo. Mislim, da bo prišlo do spoznanja, da smo kot državljani, kadar praznujemo državni praznik, oziroma praznik, ki je pač državni, dolžni, da pridemo vsi. So še nekateri drugi prazniki. Jaz pričakujem, da bo letos, ko je 5-letnica osamosvojitve Slovenije, da bo prav tako prišli vsi. To je začetek življenja, ki je normalen za neko državo, za nek narod, ki je dobil državo. V tem smislu mislim, da je to dobro. No, dobro je, če je kakšna stvar, ki jih uspe združiti. To samo pomeni, da postaja praznik normalen, da izgublja svoje ideološke in politične dimenzije in da postaja praznik Slovencev, slovenstva in slovenske države. Kljub slabo